V središču današnje kateheze je bila knjiga tolažbe iz starozavezne knjige preroka Jeremija, ki obsega 30. in 31. poglavje. V njej je Božje usmiljenje predstavljeno z vso svojo zmožnostjo spodbujanja in odpiranja žalostnih src za upanje. Papež Frančišek je zbranim na splošni avdienci spregovoril o Bogu, ki nikoli ne zapusti človeka, ampak ga ljubi z neskončno ljubeznijo ter s preobrnjenemu srcu vedno poklanja tolažbo. Ob svetopisemski zgodbi izgnanega Izraela, ki se vrača v svojo domovino, je spomnil na migrante današnjega časa, ki se pogosto znajdejo pred zaprtimi vrati in zaprtimi srci. Jeremija se obrne na Izraelce v tuji deželi in jim napove vrnitev v domovino. Vrnitev je znamenje neskončne ljubezni Boga Očeta, ki ne zapušča svojih otrok, ampak zanje skrbi in jih rešuje. Izgnanstvo je bilo za Izrael uničujoča izkušnja. Vera se jim je zamajala, kajti v tuji deželi brez svetišča in bogočastja, potem ko so videli uničeno deželo, je bilo težko še naprej verovati v Gospodovo dobroto. Papež je tukaj spomnil na Albanijo, ki je po mnogih preganjanjih in uničenju uspela vstati v svojem dostojanstvu in veri. Sveti oče je dejal, da tudi mi lahko včasih živimo neko vrsto izgona, ko zaradi osamljenosti, trpljenja, smrti mislimo, da nas je Bog zavrgel. Kolikokrat slišimo osebe, ki trpijo in se čutijo zapuščene, reči: Bog me je pozabil. Koliko naših bratov in sester v tem času zares živi težke razmere izgona, ko so daleč od svoje domovine, ko imajo pred očmi razvaline svojega doma, v srcu pa strah in bolečino ob izgubi dragih oseb. V teh primerih se nekdo lahko vpraša, kje je Bog, kako je mogoče, da se toliko trpljenja lahko zgrne na nedolžne moške, ženske in otroke. Papež je spomnil na primere migrantov. Ko poskušajo stopiti na drugo stran, se jim zaprejo vrata in ostanejo tam, na meji, ker so zaprta mnoga vrata in mnoga srca.